Ko je Načkov Šuštar o tem še premišljeval kasneje, ko je bil že v pokoju, mu je bilo vedno težje, hudo je tudi zbolel zaradi tega, ker je videl, da to, kar je naredil z iskrenostjo, duhovno močjo, kot velik človek, da mora nekdo tako zlorabiti to zaupanje. Pa vendarle upamo in verujemo, da je kamen od groba odvaljen oziroma se počasi vali od tega groba. Dovolj je bilo sobotnega molka, čas je za velikonočno jutro, upanje, radost in odpuščanje. Veličina, duhovna moč in svoboda človeka je torej v tem, da zna odpuščati, ker iskrenen srečanje s seboj, ki potrebuje veliko mero ponižnosti, ne pa populizma in njega, vedno bolj spoznava, kako je tudi sam potreben odpuščanja. Nič se ne bo spremenilo, če se bomo neprestano jezili na neke sovražnike. Prvi korak naj bi naredili pri sebi. Prav zato smo tudi zbrani tukaj, pa tudi tisti, ki jih ni tukaj. Pri sebi naj bi naredili prvi korak naših občestvih skupnostih in živeli evangelsko krščanstvo, ki prinaša upanje, radost in pogum. Čas, v katerem živimo, še kako potrebuje vrline, kot so razumnost, zdrava kmečka pamet, sprejemanje odgovornosti ter pogum za odločanje. Tem se kaže človekova svoboda, ki jo Jezus Kristus prinaša v naše življenje. Naj bo to srečanje blagoslovitev križa, ki je v razpetosti med Velikim petkom in zarjo velikonočnega jutra, nov korak temu, da moramo zaživeti v novih odnosih, spoštovati drug drugega, hkrati pa se spominjati lepih in temnih dogodkov v naši zgodovini, kajti samo tako se odpira svoboda upanja, zarja medsebojnega spoštovanja, sodelovanja, ki ga lahko prinašamo vsakemu človeku na tem svetu, vsem tistim, ki so žrtve vojnih in povojnih pobojev, pa vsem domačim sorodnikom, prijateljem, vsem, ki so na drug način trpeli, morda ne v grobu, ampak zunaj groba, bili poniževani na različne načine, danes smo združeni v eno občestvo upanja, odpuščanja, radosti in novega koraka medsebojnemu sodelovanju, spoštovanju in temu, da bi Jezusovo sporočilo o velikonočnem jutru, ki smo ga slišali, vstajenju, luči, ki zmaga nad temo, življenjem, ki zmaga nad smrtjo, vedno spremljalo vse naše korake. V tem duhu bomo blagoslovili tudi vse te križe. Predobri Oče, Tvoje roke izročamo naše drage brate in sestre, žrtve vojnih in povojnih pobojev, ki so v Kristusu v veri umrli. Zahvaljujemo se Ti za vse darove, s katerimi si jih v tem življenju tako obogatil in si jih spremljal in da so zate žrtvovali svoje življenje. Odpri svoje usmiljeno srce vsem našim dragim rajnim, odreši jih vsega hudega, slabega, pridruži jih v večno življenje k sebi, da bodo našli poln mir in svobodo. V tem duhu tudi blagoslavljamo te križe, naj nas spominjajo na trpljenje Velikega petka in na zarjo velikonočnega jutra. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.